V prvem izzivu boste z učenci spoznavali priporočilne sisteme. Pred ogledom tega videoposnetka vas vabim, da si preberete navodila za prvi izziv na spletni strani. V škatli z gradivi boste našli sete kartic z risankami. V enem takem setu so 4 ločeni kompleti. Med sabo jih ločite po barvi, v kateri so napisani naslovi. Eden komplet bo imel naslove v črni barvi, drugi v zeleni, tretji v modri in zadnji v rdeči barvi. Barve služijo samo temu, da lahko kartice ponovno ločite v komplete, če se med uro pomešajo. V škatli najdete še list z naslovi in številkami risank. Med uro vam je to lahko v pomoč, če morate kaj na hitro preveriti. Tako kartice kot naslovi so primerni za večkratno uporabo. Kjer bo aktivnost na isti šoli izvajalo več učiteljev, so ta gradiva torej namenjena vsem. Poleg kartic in lista z naslovi boste za izvedbo ure potrebovali še nekaj A3 in A5 listov ter nekaj tabličnih računalnikov. Prvi del ure bo potekal popolnoma brez računalnika. Učence boste razdelili v skupine po približno 8 učencev. Vsaka skupina bo potrebovala 2 kompleta kartic, en A3 list in toliko A5 listov, kolikor je učencev v skupini. Če ste v škatli prejeli 2 seta kartic, dajte eni skupini oba kompleta s črnim naslovom, eni oba z rdečim in tako naprej. Če je vaš razred manjši in boste zato imeli samo 2 skupini otrok, vam zato pošiljamo samo en tak set. Eni skupini dajte na primer komplet s črnimi in rdečimi naslovi, drugi pa z modrimi in zelenimi. Dobro je, da si priskrbite vsaj toliko tabličnih računalnikov, kolikor bo skupin. Že pred začetkom ure boste pripravili stran za vnos izbranih risank. Na to stran pridete s klikom na to povezavo. Kliknete gumb Pripravi stran za aktivnost. Pokazala se vam bo povezava, na primer data.pumice.si /tiger. To povezavo prepišete v naslovno vrstico brskalnika na vseh tabličnih računalnikih, ki jih bodo med uro uporabljali učenci. Pokazala se bo takšna stran. Pred uro poskrbite, da jo imate odprto na vseh tablicah. Med uro, ko bodo učenci vnašali svoje risanke, to storijo tako, da v to okno vnesejo svoje ime, poklikajo 7 svojih izbranih risank in kliknejo na gumb Oddaj izbor. Podatki so sicer namenjeni le vam in nam, da preverimo, ali vse deluje kot mora, vendar so shranjeni na strežniku, zato naj učenci vseeno ne vnašajo svojih priimkov. Če imate več učencev z enakim imenom, naj vnesejo začetnico priimka. Če se sedaj vrnemo na stran z navodili. Ko bodo med uro vsi učenci na tablicah poklikali svoje risanke, sledi del, kjer boste potrebovali računalnik. Odprli boste prav to stran in v tole okence vpisali isto povezavo, kot ste jo pred začetkom ure v tablice, le na konec boste dodali /data. Kliknite na gumb za potrditev. V tabeli se vam bodo v prvi vrstici pokazala imena vaših učencev. Razvidne bodo tudi njihove izbrane risanke. V tem stolpcu so naslovi risank. Za Aleksandra na primer vidimo, da ni izbral Aladina, izbral pa je na primer risanko Koko. Podobno kot bodo to v prvem delu ure delali učenci, tudi računalnik ustvari mrežo,
ker je vsak učenec povezan s 3 najbolj podobnimi sošolci. Razlika pri tem je, da računalnik to zmore storiti kar za cel razred. V primeru, da vaši učenci ne bodo lepo razporejeni, pritisnite, po potrebi tudi večkrat, na tipko za vnovično razporejanje. Zadnje in najpomembnejše, kar pripravi računalnik, so priporočila. Kot bodo to naredili učenci, bo priporočila pripravil tudi računalnik. Za vsakega učenca lahko vidimo, katere risanke je izbral in kateri 3 sošolci so mu najbolj podobni. Na primer, Aleksander je izbral te risanke, najbolj podobni so mu te 3 učenci. Za vsakega učenca lahko potem vidimo 5 osebnih priporočil. Spodaj je opomba, kateri izmed teh 3 najbolj podobnih sošolcev je zaslužen za posamezno priporočilo. Na spletni strani smo za vas pripravili nekaj iztočnic za uvod in podrobno opisali navodila za prvi del ure. Točen potek prepuščamo vam. Materiale prilagodite sebi in svojim učencem. Bolj podrobno vam v tem posnetku želimo pokazati, kako poteka drugi del ure, kjer boste potrebovali računalnik. Kot uvod in prvi del ure vam tudi zaključek prepuščamo, da ga prilagodite svojemu razredu. Na spletni strani smo za vas pripravili predloge, o čem se lahko pogovorite z učenci in kakšne vprašanja lahko skupaj raziščete. Prav tako bomo veseli, če uspete med aktivnostjo narediti kakšno fotografijo. Mogoče mreže, ki jo bodo risali otroci, ali celo dela v skupini. Seveda tako, da se ne bo videlo obrazov otrok. Vam in vašim učencem želim veliko zabave pri izzivu.